Spoštovane članice in člani Nove Slovenije, dragi prijatelji, dragi kolegi, ministri in državni sekretarji, srčni poslanci in poslanke, delovni župani in podžupani, seveda pa topel pozdrav izrekam tudi vsem ostalim, ki nas danes spremljate na digitalnem kongresu Nove Slovenije. Lepo pozdravljeni. Koronavirus, Arnest, učilnice, Zoom, to je le nekaj besed, ki so jih Slovenci najpogosteje iskali v letu 2020 v iskalniku Google in pričajo o tem, kakšno je bilo naše življenje in kako smo morali naša življenja prilagoditi trenutni situaciji in nevidnemu sovražniku, ki žal že 2 leti kroji naša življenja. Viceadmiral Melo, ki na Portugalskem koordinira izjemno uspešno kampanjo cepljenja, je dejal: ali smo na strani virusa ali na strani družbe. Tu ni nevtralnega tabora. Ali se bomo cepili s cepivom ali pa z virusom. Gre za biološko vojno, ki seveda ne ruši stavb kot konvencionalna vojna, vendar je to kljub temu vojna. V tej vojni ne morete zmagati, če se polovica ljudi ne želi cepiti. Viceadmiral ima prav. In seveda želimo si zmagati, le zmago nad korono si lahko vrnemo na stari način življenja, ki ga imamo vsi radi in ki ga danes tako zelo pogrešamo. In prvi korak k zmagi je, da zaupamo znanosti, da zaupamo tistim, katerim gremo po pomoč, ko si zlomimo roko ali ko dobimo pljučnico. Znanost je soglasna, cepljenje zmanjšuje hospitalizacijo okuženih, predvsem pa preprečuje težji potek covidne bolezni. V dnevih, ko se virus nezadržno širi, ko je naš zdravstveni sistem na robu zmogljivosti in v dneh, ko nas žal prezgodaj zapuščajo številni rojaki, gre za zelo preprosto vprašanje naše solidarnosti. Ali smo v znak solidarnosti pripravljeni zavihati rokav in se cepiti s cepivom? Številke so jasne. Cepljenje s cepivom je mnogo varnejše kot prekuževanje z virusom. Verjamem, da zmoremo, vem, da je solidarnost globoko zasidrana v srcih Slovenk in Slovencev. Bitko s covidom bomo dobili, ko bo solidarnost premagala egoizem. Odločilni dnevi so tu, sedaj smo na potezi vsi mi. Čas je, da stopimo skupaj, da si pomagamo in drug drugega spodbujamo in da vsaj nekaj tednov pozabimo na vse razlike in vse zamere. Vsi, cepljeni in necepljeni, lahko pokažemo, da na prvo mesto dajemo Slovenijo in njene ljudi, če se striktno držimo pogoja PCT. Spoštovani, Slovenci smo doslej večkrat pokazali, da znamo in da zmoremo v ključnih trenutkih. Znamo biti kljubovalni in prav zato smo najverjetneje sposobni doseči velike stvari. Kot na primer pred dobrimi 30 leti, v času osamosvajanja, ko smo živeli z občutkom, da zmoremo, če se le povežemo. In ta naboj nas je vodil skozi nekatere najbolj zahtevne projekte v času osamosvajanja. In prav na današnji dan, zanimivo, je bila ustanovljena koalicija Demos, brez katere ne bi bilo osamosvojitve. Pogum prvega predsednika vlade Lojzeta Peterleta in seveda njegove ministrske ekipe, ki je delala pod velikim pritiskom, nam je prinesla tako dolgo in želeno samostojnost. Postali smo enakopravni člani Evropske družine narodov. Pred 30 leti smo imeli občutek, da ne glede na vse, na koncu vedno prevladata zdrava pamet in dobronamernost. Danes smo žal priča velikemu nezaupanju, neverjetnim teorijam zarote in žal tudi veliki nestrpnosti do drugače mislečih. A vendar, Nova Slovenija je in bo glasnik dialoga, sodelovanja in strpnosti v slovenskem političnem prostoru. Dragi prijatelji,
Vse od vstopa v vlado pred slabima 2 letoma smo v Novi Sloveniji zavihali rokave in trdo delali. Soočili smo se z izjemno krizo, ki nam ni dala ne časa, ne priložnosti, da bi se učili. Vrženi smo bili v vodo in smo plavali. Kljub epidemiji in težkim razmeram nam je skupaj seveda s kolegi v vladi uspelo gospodarske kazalce obrniti navzgor in preprečiti katastrofo. In Slovenija je ta teden dosegla rekordno visoko zaposlenost, ker to na drugi strani pomeni eno izmed najmanjših brezposelnosti na svetu. Na to smo seveda lahko upravičeno ponosni. Smo pa tudi v sklepnem delu slovenskega predsedovanja Evropski uniji, že drugega. Mirno lahko rečemo, da smo delo opravili z odliko. Premiki so bili narejeni na številnih dosjejih in bruselska administracija je prav presenečena, kaj vse je zmožna majhna slovenska ekipa. Na tem mestu je seveda potrebno izreči tudi zahvalo našemu veleposlaniku Iztoku Jarcu in njegovi celotni ekipi na slovenskem stalnem predstavništvu v Bruslu. Hvala vam in moj velik poklon za vaše dobro delo. Seveda pa sem ponosen tudi na ekipo Nove Slovenije. Pokazala je, kako delovati dobro tudi v težkih razmerah. Vesel sem seveda tudi vaših pohval in spodbud. Obstajajo pa tudi tisti, ki so kritični do nas in najpogosteje slišimo 3 očitke. STA, delegirani tožilci in politično kadrovanje. In moj odgovor tem je, vprašanje STA in delegiranih tožilcev je končno rešeno. Očitki o političnem kadrovanju pa popolnoma neutemeljeni in zdi se, da velikokrat tudi zlonamerni. V Novi Sloveniji smo namreč neomajni podporniki načel korporativnega upravljanja. Podpiramo Slovenski državni holding, da pri kadrovanjih v državna podjetja štejeta le kompetentnost in sposobnost. Danes pa nas, na primer, neki politični aktivisti obtožujejo, pa hkrati obenem tudi prepričujejo o svoji strokovnosti. Ne prepričujte nas, smo napačen naslov, prepričujte nadzorne svete podjetij, ki jih vodite. Žal pa moramo ugotoviti, da se je očitno prijela ta krilatica, da so tudi najbolj kompetentni in sposobni ljudje, ki imajo poleg tega še dobre rezultate, očitno politično nastavljeni, če so svoj mandat začeli v času desnosredinske vlade. Vse menjave levih vlad pa so nepolitične in strokovne. Seveda, če verjamete, jaz temu ne verjamem. Spoštovani, ekipo Nove Slovenije presojajte po naših dejanjih. Opozicijske puhlice in napadi so eno, naše delo pa popolnoma drugo. Minister Janez Cigler Kralj gradi domove za starejše. Namesto v študije vlaga v nove nastanitve in možnosti za kakovostno življenje ljudi v zrelih letih. To je nenazadnje tudi minister za delo z največjo zaposlenostjo v zgodovini Slovenije. Čestitke. Minister Jernej Vrtovec je zagnal številne investicije v ceste, železnice, energetske objekte, kolesarske poti in še bi lahko našteval. In ta investicijski cikel bo trajal še nekaj let in bo imel velik učinek na celotno slovensko gospodarstvo. Vesel sem, da se nam je letos poleti pridružil tudi nov minister, Mark Boris Andrijanič, ki je pognal vlak digitalizacije, zato lahko kmalu pričakujemo digitalno osebno izkaznico in digitalno gradbeno dovoljenje, pa še kaj. Slovenska vojska se je v tem mandatu končno pobrala. Začeli smo z modernizacijo tehnike, obrnili smo negativne kadrovske trende. Izboljšujemo status vojaka, ker se zavedamo, da morajo imeti ljudje, ki s svojim življenjem varujejo domovino, enake socialne in druge pravice, kot vsi ostali zaposleni državljani. Kot minister ne bom dovolil, da Levica ali kdorkoli drug ponižuje Slovensko vojsko ali ji ves čas grozi z njeno ukinitvijo.
in z ekipo na Ministrstvo na obrambo uresničujemo tisto, o čemer so v SD-ju, LMŠ-ju in SAB-u govorili. Ampak po desetletju zanemarjanja naše varnosti in hiranja obrambnega sistema ni več prostora za besede. Danes so potrebna dejanja. Povedati pa je potrebno, da prenavljamo tudi naš sistem zaščite in reševanja. Z evropskimi sredstvi kupujemo nova tehnična vozila in gradimo nove centre za usposabljanje gasilcev. Nadaljujemo z izboljševanjem statusa prostovoljnih gasilcev. Zato bodo prihodnje leto prostovoljni gasilci upravičeni do dohodninske olajšave. Hvala vam za vaše služenje domovini. Dragi prijatelji, brez najmanjšega pretiravanja moram poudariti, da vseh teh dosežkov ne bi bilo brez marljivih in vztrajnih poslancev. Dragi poslanci, hvala vam, ker ste nam vedno stali ob strani in nas nesebično podpirali v naših prizadevanjih. Kar nekaj naših mladih poslancev se je naredilo v tem času. Prepričan sem, da boste v njih še veliko slišali. Hvala pa tudi vsem županom, podžupanom in občinskim svetnikom, ki vztrajno in trdo delate, da v praksi odpravljate regionalne razlike. Sedanja vlada resnično razume občine in lokalno samoupravo. Prepričan sem, da bodo občine koristno porabile zgodovinsko visoka sredstva in tako prispevale k enakomernemu razvoju Slovenije in to mest kot tudi podeželja. Vsekakor pa nam je vsem, ki upravljamo različne dolžnosti, popolnoma jasno, da smo tu zaradi vas, drage članice in člani. Brez vaše nesebične podpore nam seveda ne bi uspelo. Iz srca se vam zahvaljujem za podporo zlasti v časih, ko nam je bilo najteže. Takrat, ko je padalo po nas z vseh strani, takrat, ko so nas pokrivamo obtoževali in nas blatili. Prav takrat je bila vaša podpora najbolj dragocena. Hvala. Dragi prijatelji, številni rezultati na ministrstvih in dobri ekonomski kazalci so najboljši odgovor na vprašanje, zakaj pravzaprav vztrajamo v tej vladi. Veste, vztrajamo zato, ker lahko delamo in ker stvari premikamo naprej. In ne nazadnje, prisegli smo, da bomo delali v dobro Slovenije. Počnemo točno to. In to bomo delali tudi v prihodnosti. Nova Slovenija ne bo razbijala vlade nekaj mesecev pred volitvami. Seveda so tudi v tej vladi težave. Povejte mi, v katerem zakonu jih pa ni. A v koaliciji delujemo tako kot v naših domačih družinah. Ko pride do težav ali nesporazumov, ne postavljamo ultimatov, ampak iščemo rešitve. Mi probleme rešujemo in jih ne ustvarjamo. Spoštovani, Nova Slovenija je programsko močna stranka. Naš program je bil doslej dvakrat proglašen za najboljši program med vsemi slovenskimi političnimi strankami. Številni gledajo neverjetne dobre rezultate naše ministrske ekipe in se sprašujejo, kako je to mogoče, kako te fantje lahko vse to dosežejo. Odgovor je jasen. Ker smo prijatelji in ker imamo izdelan program, ki ga lahko izvajamo takoj, ko prevzamemo dolžnosti. Tudi letos smo pripravili natančen in realen vladni program za naslednja 4 leta. In zato že sedaj napovedujem, da bomo po naslednjih volitvah partnerjem v podpis ponudili koalicijsko pogodbo, ker bo naša ključna zahteva, da ustvarimo razvito, zeleno in sproščeno Slovenijo. In ključno je, delo se mora splačati. Kdor dela, ne sme biti reven. Zdravemu človeku je potrebno omogočiti možnost za delo, ne pa socialno pomoč. Zaradi visokih davkov v Sloveniji, treba je priznati, izginja srednji sloj. Zato že danes napovedujemo postopen dvig splošne dohodninske olajšave na 7500 evrov. In to pomeni višje neto plače za vse. Javno zdravstvo na papirju ni dovolj. V Novi Sloveniji bomo naredili vsem dostopno javno zdravstvo.
kjer bomo v središče postavili pacienta in njegovo hitro in kakovostno obravnavo. Državljani namreč morajo priti do zdravnika, ko ga potrebujejo, ne takrat, ko je že prepozno. Seveda pa smo realisti in se zavedamo, da mora zdravstveni sistem najprej okrevati po tej COVID krizi. K temu bo zagotovo pomembno prispeval tudi poseben zakon, ki smo ga sprejeli in slovenskemu zdravstvu zagotavlja 2000 milijonov evrov investicijskega denarja v prihodnjih 10 letih. In na tej točki je potrebno izreči tudi zahvalo vsemu zdravstvenemu osebju za njihovo požrtvovalnost in nesebičnost v skrbi za COVID bolnike. Resnično hvala. Naša prihodnost bo zelena, električna energija bo zlato prihodnosti. Zato podpiramo izgradnjo drugega bloka jedrske elektrarne. Slovenija lahko postane neto izvoznica električne energije, ampak uvajanje obnovljivih virov energije moramo predstaviti tudi kot varovanje okolja. V sosednji Avstriji, Nemčiji in Švici na primer dokazujejo, da prav hidroelektrarne, vetrne in sončne elektrarne lahko sonaravno umestimo v prostor. Če to lahko storijo pri naših severnih sosedih, sem prepričan, da to lahko storimo tudi pri nas. In naj te stvari podkrepim še z besedami papeža Frančiška, ki pravi: prihodnje generacije nam ne bodo nikoli odpustile, če bomo zamudili priložnost za zaščito našega skupnega doma. Podedovali smo vrt, svojim otrokom ne smemo zapustiti puščave. In poleg skrbi za okolje želimo v Novi Sloveniji ustvariti tudi Slovenijo, ki bo prijazna mladim in družinam. Zato napovedujemo ambiciozen program za pomladitev Slovenije. Par, ki se odloči za družino, ne sme biti v slabšem finančnem položaju kot par, ki nima otrok. Spoštovani, Nova Slovenija je pripravljena. Če kdo, potem krščanski demokrati vemo, kako izjemno kompleksni časi nas čakajo. Svet se pospešeno razvija, tekma je vse bolj surova. Pa to ne le na ekonomskem področju, ampak tudi na vseh ostalih področjih. Glavo dviguje Kitajska in Rusija ne popušča v svojih ambicijah pri obnovi vpliva na območju nekdanje Sovjetske zveze. Zato bodo odzivi Evrope ključni in bodo zaznamovali tudi našo prihodnost. In prav v takšnih negotovih časih je še posebej pomembno, kdo je za krmilom države in kakšne vrednote ga vodijo. Dragi prijatelji, prav presenečen sem nad zadnjimi izjavami nekaterih ljudi v opoziciji. Nikoli si nisem predstavljal, da bom kdaj doživel, da bo na primer Luka Mesec zaskrbljen zaradi velikodušnosti državnih pomoči, ki so ljudem pomagale v epidemiji. Nekdanji zagovorniki državnih pomoči bi danes ljudem raje dali manj kot več. In to v krizi, kakršne svet še ni doživel. Ampak naj bom na tej točki povsem jasen. Slovenski javni dolg je pod evropskim povprečjem in danes za obresti plačujemo manj, kot smo v času vlade Alenke Bratušek. Številne uspešne ukrepe v 10 protikoronskih paketih, s katerimi smo ohranili gospodarstvo in mnogim državljanom pomagali preživeti najtežje trenutke, danes opozicija označuje kot razmetavanje denarja. A vprašajmo se, kaj je boljše? Pomagati gospodarstvu in neposredno ljudem ali pa vreči milijardo v bančno luknjo in pozabiti na grehe tistih, ki so jih povzročili? Mislim, da je odgovor jasen. Marjan Šarec po naslednjih volitvah napoveduje vsesplošni revanšizem oziroma ostre kadrovske čistke, izključevanje, stopnjevanje kulturnega boja in vračanje v preteklost. Za takšen politični program v Sloveniji 21. stoletja ne bi smelo biti prostora in proti temu se bomo v Novi Sloveniji borili z vsemi našimi močmi. V Novi Sloveniji namesto revanšizma napovedujemo dialog, namesto izključevanja sodelovanje in namesto kulturnega boja vizijo razvite, zelene in sproščene Slovenije.
Dragi prijatelji, prihodnje leto bo super volilno leto. Ampak Nova Slovenija je pripravljena. Danes vam predstavljamo naše kandidatke in kandidate, ki vas bodo zastopali v državnem zboru. Predstavljamo pa tudi vladni program za naslednjo mandatno obdobje. Prav ste slišali, gre za vladni program. V tem mandatu se je Nova Slovenija izkazala kot stranka, ki zna in zmore. Imamo ekipo, ki je motivirana in želi ustvariti razvito, zeleno in sproščeno Slovenijo. Imamo vse, kar je potrebno za zmago. Sposobne ljudi in natančen program. Čas je, da slovenski javnosti sporočimo, da smo pripravljeni voditi naslednjo vlado. Upam si trditi, da je prav prihodnost Slovenije močno odvisna od našega rezultata. Ko bodo volivci na prihodnjih volitvah dovolj odločno podprli Novo Slovenijo, se bomo izognili neučinkovitosti koalicije KUL in ostrini SDS. Nova Slovenija bo v vsaki vladi vztrajala pri dialogu in spoštovanju vseh državljanov. Verjamemo v sodelovanje, zavedam se, da razdeljeni izgubljamo, povezani pa zmagujemo. Vem, da nam bo uspelo. Bog živi Slovenijo!